Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. V današnjem podcast Alumni Connect z nami Tom Fuchs, Slovenec, diplomant ekonomske fakultete, ki že več kot 20 let gradi svojo kariero znotraj podjetja Toyota. Začel je na slovenskem trgu oziroma v Sloveniji in nadaljeval v tujini. In danes je Senior Vice President Sales Business Unit za evropski trg. Sam pa zase pravi, da ga je na tej poti oziroma da je bila najbolj pomembna stvar na tej poti dejstvo, da se je očitno sposoben odločati v trenutku in na pravi način. Tom, hvala, da si danes z nami. Glede na institucijo, v kateri smo, v kateri sva za današnje snemanje, koliko se še spomniš teh študentskih dni in kako bi se opisal, kdo je bil Tom kot študent? Študentskih dni se spomnim, so bile zelo zabavna leta. Jaz kot študent sem bil predvsem poln idej, združeval sem ljudi, imel sem prijateljev po celi fakulteti, vseh letnikih. Ena zanimiva stvar je, da vsi moji frendi so delali prek študentskega servisa. Sam sem tudi probal in mislim, da sem nabral 3 delovne dni prek študentskega servisa in ugotovil, da pač to ni zame. In sicer ni zame, ne zato, ker ne bi bil deloven, ampak zato, ker kot študent ekonomije prav nekega added value joba nisi mogel najti. Se pravi, ali si mogel seliti pohištvo ali kaj takega delati. Se pravi, ni bilo takrat, digitalni svet še ni obstajal, ni bilo digitalnega marketinga in to, kar danes lahko študentje delajo. In sem si po teh 3 dneh sem se odločil, da pač to ni zame in sem si ustanovil svoje podjetje in začel svojo podjetniško pot že kot študent. In mi je šlo kar dobro. Zaposlil tiste kolege, ki so prej delali prek študenta? Ja, ene, 2, 3 sem, ja. S čim si se ukvarjal? Takrat sem jaz zelo intenzivno treniral karate in čisto vsako opremo, ki smo jo kupili, smo se peljali v Avstrijo kot klub in šli kupovati v Avstriji, ker v Sloveniji dejansko nič nisi mogel kupiti. In potem mislim, da sem bil 20-21 let star, sem se usedel v avto, odpeljal v Nemčijo, dogovoril za sestanek na nemškem podjetju Kvon, dobil zastopstvo. In sem zelo hitro ugotovil, da pač vsak produkt, ki mi ga prodajajo, narejen v Pakistanu in moja marža je bila 20-30%. Se pravi, da sem naslednji let šel v München na ISPO sejem, obiskal vse štante pakistanskih proizvajalcev, se dogovoril za direktno proizvodnjo, ustanovil svojo blagovno znamko. Takrat mi prijatelj Aljoša Rebol, fotograf, mi je poslikal katalog. Smo natisnili katalog in moja marža je šla iz 20-30% na 90%. In v nekem obdobju sem zalagal verjetno preko 150 klubov v Sloveniji za opremo. Tako da je bil kar dober posel. Samo v Slovenijo ali si tudi šel čez mejo? Ne, takrat samo v Slovenijo. In potem zaprl podjetje ali predal? Potem je pa se pojavil oglas, da Toyota odpira svoje podjetje v Sloveniji. To je bilo leta 1997. In je moja zdajšnja žena, takratna punca, je rekla, tebe pa avti toliko zanimajo, zakaj pa ne bi šel ti pogledat, kaj ti Japonci delajo. In sem napisal svojo edino aplikacijo za delo, šel na razgovor, dobil službo in sem rekel, bom pa jaz 1-2 let tukaj delal, da se naučim od velikega podjetja, kako se dela. In po 2 letih sem bil... Da bi takrat še želel, da bi prenesel nazaj v svoje podjetje. Jaz sem delal oboje. In podjetje sem imel in delal sem v Toyoti. Začel sem v administraciji prodaje, tiskal sem račune, organiziral prevoze, se pravi čisto na začetku. In zato, ker sem imel že dovolj podjetniških izkušenj in mi je bilo vse jasno, kako se kaj naredi, sem jaz dejansko zelo hitro napredoval in v 2 letih sem bil že direktor prodaje in marketinga in potem sem bil na razpotju, ali naj zdaj nadaljujem podjetniško kariero ali naj ostanem v Toyoti in na koncu sem podjetje prodal in ostal v Toyoti, sem rekel, za 5 let, zdaj po tega že skoraj 25 let in sem še zmeraj v Toyoti. Tisto podjetje, ki si ga prodal, še posluje oziroma so... Še posluje.
še posluje. Okay. Je trgovina za borilne veščine na Dolenjski cesti, še zmeraj se ukvarja s tem. Lepo, v bistvu tudi čestitke še za ta del, ne? Da še živi. Kakšna pot potem znotraj torej Toyote? Začel si v Sloveniji, marketing, prodaja, ampak potem nadaljeval proti Začel južnih sem trgih, v Sloveniji in v bistvu Toyota je takrat ustanovila podjetje v Sloveniji, ker je bila praksa po teh balkanskih vojnah, je bila praksa, da so se ustanavljala regijska podjetja v Sloveniji. Pokrivali smo pa vse države bivše Jugoslavije, tako da sem potem sam odpiral trge. Na Hrvaškem smo odprli podjetje, v Srbiji smo odprli podjetje, v Bosni. Kupil sem si avionsko karto, letel na Kosovo, obiskal United Mission in Kosovo UNMIK, se dogovoril za dobave rezervnih delov, odprl prvega trgovca na Kosovem, v Črni Gori enako in dejansko sem delal dokaj pionirsko delo za Toyoto, tako da je bilo zelo zanimivo. In to že takrat pred 30 letom, ne? To že takrat pred 30 letom. Jaz sem z 28 leti ratal prvi generalni direktor Toyotinega distributerja v zgodovini na svetu, ker mene so promovirali v managing directorja z 28 leti. Kaj misliš, da je botroval temu, da je bilo lahko tako hitro, oziroma si pač napredoval tako hitro? Pa jaz mislim, da ravno to, da sem imel podjetniške izkušnje, da sem si ustanovil svoje podjetje. V tem podjetju sem delal vse, bil sem ekonomist, se pravi, sem si tudi svoje računovodstvo vodil. Se pravi, sem se naučil od uvoznih poslov do prodaje, do računovodstva, do financ, se pravi, vse sem predelal in dejansko redko kdo je imel ta znanja takrat, ko sem jih jaz imel v tem podjetju in jaz mislim, da je bila to glavno. Seveda je pa tudi osebnostne značilnosti, jaz sem pač veliko stvari me zanima, jaz mislim, da curiosity je eden glavnih adutov, ki ga mora človek imeti v svetu. Ti moraš razumeti, kako jaz zmeraj pravim, moraš razumeti, kako motor deluje, da če ga hočeš popraviti, če hočeš razumeti, kaj gre narobe, kaj lahko izboljšaš. Se pravi, mene veliko stvari zanima v poslu, v privatnem življenju in pač, ko združiš to osnovo, ki sem jo dobil s podjetništvom, z mojimi osebnostnimi karakteristikami, jaz mislim, da to me je vodilo skozi celo življenje. Če to združiš, prideš do direktorja pri 28 letih. Približno tako. Od koga si se učil takrat v tistih letih? Torej v Sloveniji si bil v bistvu nekako na najvišjem položaju. Kako ima Toyota vzpostavljeno ta mentorski učni proces? Toyota je imela in ga še zmeraj ima ta sistem v Sloveniji, da predsednik je bil Japonec, generalni direktor je bil Slovenec. In v bistvu ta predsednik, ki je mene promoviral takrat in me postavil za generalnega direktorja, sva še danes prijatelja, on se je že upokojil in on je bil dejansko moj mentor. Ker ko je prvič predlagal, da bo on mene postavil, so mu dejansko v Tokiu prepovedali, so rekli, da sem čisto premlad in je rekel, ja, saj bomo iskali starejšega direktorja, ampak v vmesnem času bo pa on vršilec dolžnosti. In dejansko je meni rekel, nič skrbeti, saj tudi v glasa ne bom dal ven, se pravi, ti kar mirno deli, čez en let bomo pa appointirali za direktorja. Kako je šlo pa potem od te faze oziroma tega položaja direktor za Slovenijo? Po kolikih letih si se potem preselil? Jaz sem v Sloveniji delal v Toyoti od leta 1998 do konca leta 2007, se pravi 9 let. In v tem času smo imeli veliko stikov seveda s Toyota Evropo in mi je takratni višji podpredsednik mi je rekel pač, a ti misliš celo življenje zdaj v Sloveniji delati, a ne bi prišel malo pogledati v Bruselj, sem rekel, mene pa žal iz Slovenije ne boste dobili, zato ker jaz sem tako rad v Sloveniji, da ne grem, ne. In pa sva se nekako dogovorila, prav pa pridi saj za 2 let pogledati. In to je bilo že prej, takrat sem bil star 32 let, sem šel gor na razgovor in ko je HR ugotovil, da sem jaz sam 32 let star, so pač ustavili postopek, so rekli, da bi jim vse
pokvaril cel sistem kadrovanja, da sem čisto premlad, da bi me postavili na pozicijo tam. In pa smo se dogovorili, da bom počakal vsaj 2 leti, da 34 grem pa pol v Bruselj. Tako da sem šel 34 v Bruselj, ratu potem general manager za sales planning, za v bistvu celo Evropo, vključno z Rusijo, Izraelom in to 52-53 držav. In to je bil moment, to je bilo leta 2008 januarja in takrat so se že prvi znaki globalne krize kazali in ko sem jaz prevzel to funkcijo, se je dejansko svet sesul, ko je septembra 2008, potem so Lehman Brothers bankrotirali, je nastopila ta globalna kriza, ki je dejansko, trg je padel za 30-40% in jaz sem vodil takrat planiranje, se pravi, da sem bil v tistem kriznem managementu, kjer je bil samo top management plus jaz, ki sem vodil planiranje in smo v bistvu se odločali, katero tovarno zapreti, koliko avtov proizvesti, ker dejansko v avtomobilskem poslu sem bil jaz na poziciji, da resno lahko bankrotiram celo Toyoto. In to sem takrat dokaj dobro izvedel in smo dejansko po prvih 2-3 mesecih, ko smo se malo lovili, so potem vse države, takoj že, mislim, da je februarja 2009 je Nemčija bila prva, ki je ponudila vzpodbude za razgradnjo vozil, se pravi, da bi povečali trg, so dajali takrat 2000 evrov subvencij, da če ste star avto not pripeljali pa kupili novega. In se je trg začel nazaj višati in smo bili mi najhitrejši v Evropi, da smo zagnali svojo proizvodnjo. In so to moji nadrejeni prepoznali in so me potem že leta 2010 promovirali v executive director, se pravi managing director za cenovno pozicioniranje in še zmeraj planiranje. In takrat smo zapadli v drugo krizo, ki je bila posledica globalne krize in sicer tečajno krizo, ker je japonski jen bil dokaj varna valuta, ki je začel neizmerno rasti, dolar in evro sta pa posledično padala in se je nam tečajno razmerje v roku 3 mesecev spremenili iz 164 jenov za 1 evro, se je spremenili na 105 jenov za 1 evro. Se pravi, da so naše marže, kjerkoli avto smo v Evropi prodali, smo z negativno maržo prodali. In sem tako v bistvu zašel v drugi krizni management, kjer sem mogel se ukvarjati s cenovnim pozicioniranjem, z dvigom cen, zopet prerazporeditvijo proizvodnje, da smo lahko preživeli iz manj profitabilnih trgov v bolj profitabilne. In tako da je bilo to dokaj pestro obdobje. Potem je nastopila za nas tretja kriza, ki ni bila globalna, ampak imeli smo velik recall, v bistvu prvi in največji v zgodovini Toyote in smo se s tem ukvarjali, ki je bilo v bistvu zelo resna situacija za Toyoto. In pa takoj zatem smo imeli pa potres v Tohoku regiji, ki se ga vsi spomnejo po jedrski katastrofi Fukushima. In dejansko to je Toyoto v Evropi skoraj na kolena pripeljali in jaz sem v bistvu bil v vseh teh kriznih managementih direktno zraven in dokaj zanimiva situacija. Ampak to je bilo vse skupaj obdobje kolikih let potem? To je bilo vse skupaj obdobje 4 let. Od 2008 do 2012, potem sem pozicijo zamenjal, sem ratal pa direktor prodaje, marketinga in customer experience z letom 2013. Pa če se vrnemo mogoče malo v leto 2008, ko je bila prva od teh 4 kriz za vas takrat kot podjetje, se spomniš še, kaj je bil prvi preblisk, ko je bila pa situacija resna, na kaj si najprej pomislil in kaj si potem v naslednjem koraku naredil? Najprej sem pomislil na to, da mi dejansko nismo pripravljeni na krizo. Ker mi smo že v februarju 2008 vedeli, da se zadeve dogajajo in smo takrat dejansko napačno reagirali. Mi bi mogli že takrat ustavljati proizvodnjo in smo dejansko delali to, kar normalno v nekriznem obdobju delaš. Podaljšali smo počitnice delavcem poleti. Namesto da bi ustavili februarja, marca proizvodnjo, smo počakali, da bomo v bistvu te adjustmente, se pravi te
znižanja proizvodnje delali na najmanj boleč način in to je pač en teden več počitnic poleti, en teden več počitnic za božiča. In ko je kriza resno udarila, dejansko nismo mogli več znižati proizvodnje in to se je zgodilo večini avtomobilistov, takrat smo imeli prekomerne zaloge, vsa skladišča avtomobilov so bila polna, se spomnim, da smo celo ladje, te za prevoz avtomobilov najemali, da so pred pristaniščem bile zasidrane z našimi avtomobili, tako da je bila kar velika kriza. Daleč od just in time, ne, v Tako tistih je. časih. Kaj je bilo pa recimo, ne vem, 5 korakov, ki si rekel, ok, zdaj pa teh 5 korakov v tej situaciji, ali pa ne vem, kakšna je bila strategija takrat, ki si jo na hitro postavil v glavi? Na hitro je bilo, treba se je prilagoditi trenutnim razmeram in treba je predvidevati, kaj se bo spremenilo naprej. In ravno to, ker mi imamo v bistvu sistem planiranja, ki je takrat bil 50-60 let star, ki je deloval v vseh krizah in v naftni krizi in vse. In tako krizo, kot smo jo takrat imeli, še nismo doživeli. In dejansko smo mogli odstopiti od tradicionalnega načina planiranja. Mi imamo 2-krat na leto naredimo 3-letni plan, potem naredimo se pravi, na pol leta naredimo 3-letni plan. Naslednje 2 kvartala naredimo 6-mesečni plan in vsak mesec naredimo 3-mesečni plan. Žal to ni bilo več primerno z takratnim časom in smo mogli dejansko spremeniti način planiranja. Smo mogli spremeniti način, kako anticipirati, kaj se bo zgodilo. Recimo te v bistvu subvencije za razgradnjo vozil. Dejansko je bilo treba predvideti, če je Nemčija šla v to, pa je zdaj Francija napovedala enako. Kaj se bo zgodilo v Italiji, v Španiji, v Angliji, v teh večjih trgih? Sej manjše trge nekako absorbiraš, ampak ko se pa večji trg odloči za to in trg v Nemčiji je skočil iz 2 milijonov na 4 milijone, se pravi 100% povečanje trga, to pa ne moreš ti v kratkem roku spremeniti, sploh ne proizvodno, tako kompleksno proizvodno, kot je avtomobilska proizvodnja. In dejansko sem jaz takrat predlagal, da spremenimo način planiranja, da upoštevamo tudi faktorje, ki niso potrjeni. Se pravi, ne vemo, ali bo Anglija uvedla subvencije za razgradnjo, ampak dajmo vsaj 50% tega postaviti v plan, če bo uvedla, in si postavimo določene menike, kjer lahko mi še zmeraj tovarno ustavimo, če bo potrebno. In s tem smo dejansko rešili situacijo v Evropi takrat in dejansko prišli to krizo sorazmerno dobro, je celo povečal tržni delež v tistem času. Bi lahko po temu rekla, da si naredil več scenarijev, ne? Na grobo. Več scenarijev, hkrati pa spremenil, prej sem govoril o governance, spremenil governance, na osnovi česa se bomo odločali, ker naš sistem dejansko takrat ni. Naš sistem je bil, da naredimo plan trga, upoštevamo tisto, kar je znano in to je to. In glede na to bi mi mogli vsakokrat počakati, da politiki v Franciji napovejo, da javno napovejo, zdaj bomo pa razgradnje začeli, ampak napoved je pa bila, recimo danes bi rekli 10. januarja začnemo z subvencijami. Da pa mi zalaufamo proizvodnjo z vsemi podizvajalci, ki grejo dostikrat tudi da mi pravimo prvi tir, drugi tir, tretji tir, se pravi, dostikrat imamo 3 tire podizvajalcev, pa da mi proizvodnjo povečamo za 30-40%, včasih rabimo tudi 5-6 mesecev. Se pravi, to je bilo vse prepozno. Se pravi, da smo mi začeli anticipirati možna politična dejanja in s tem dejansko in to je bilo 3-4 mesece po tem, ko smo imeli rekordno preveč zalog, sem jaz predlagal, da začnemo več proizvajati, kot naši plani kažejo. Zaradi tega, ker se lahko zgodi, da bo Anglija tudi napovedala, ker se lahko zgodi, da bo Francija tudi napovedala. Kaj je bila prva reakcija znotraj firme? Da prva reakcija je bil odločni ne in da če jaz mislim, da sem pametnejši kot firma, ki že 70 let profitabilno dela na svetu. In potem smo rabili še 1-2 sestanka, da sem jih prepričal, da ne, da sem pametnejši, ampak mogoče je pa tako bolj pameten narediti. Bi lahko
ali pa bi upal potegniti kakšne usporednice s krizo, s katero smo se soočali 2 leti nazaj in tistim zaprtjem nenadnim. Ta kriza je bila spet nekaj čisto posebnega, ampak lahko pa rečem, da smo glede na vse te krize, ki smo jih kot korporacija Toyota šli skozi, nekaj lastnih, nekaj japonskih, nekaj globalnih, da smo bili veliko bolj pripravljeni na to krizo. In učinki te krize, kljub temu, da so veliko večji, recimo normalni evropski trg za področje, ki ga mi pokrivamo, ker vsaka firma definira Evropo drugače. Mi imamo tudi Rusijo znotraj našega trga, Turčijo recimo, kavkaške dežele so znotraj našega trga. Normalni evropski trg je med 20 in 21 milijonov. V globalni krizi je padel na 17 milijonov. Letos smo zaključili pod 15 milijoni. Se pravi, ta kriza je še enkrat močnejša, kot je bila tista kriza, vendar mi smo takrat naredili globoko izgubo. Toyota globalno je prvič v celotni zgodovini, tudi v drugi svetovni vojni ni nikoli poslovala za izgubo. Prvič v celotni zgodovini je naredila izgubo leta 2009. Mi smo normalno profitabilni, nismo normalno profitabilni, vendar smo popolnoma profitabilni in v Evropi in globalno skozi to krizo, ker se znamo prilagoditi, ker imamo pač ta krizni menedžment postavljen kot sem rekel, mi leta 2008 nismo bili pripravljeni na krizni menedžment, ker do leta 2008 zadnja resna kriza je bila v koncu 80-ih let, se pravi, mi nismo bili dejansko pripravljeni voditi to podjetje v kriznem. Od takrat smo šli pa skozi toliko kriz, da smo danes pripravljeni. Karkoli, mi smo ravno kar letos neplanirano smo šli skozi krizo vojne v Ukrajini, zapreti smo mogli našo tovarno v Sankt Petersburgu, ustaviti smo mogli kompletno poslovanje ruskega trga, ki nam je včasih prinašalo preko 50% našega evropskega profita in smo mi to zaustavili in smo še zmeraj profitabilni. Se pravi, da dejansko se znamo prilagoditi, hitrejše reagirati, veliko bolj smo povezani med prodajo in proizvodnjo, se pravi, to je zdaj en tim, včasih smo bili ločeni timi, tako da je dejansko kriza je močnejša, posledice za naše podjetje so pa manjše. Kaj bi pa rekel, da je tebe takrat definiralo kot uspešnega kriznega menedžerja? Katere lastnosti so bile ključne? Najpomembnejša lastnost je, da si pripravljen sprejeti odločitev. Ker dejansko takrat sem se izoblikoval kot poslovnež in sem opazil, da veliko ljudi ima probleme sprejeti odločitve. In mislijo, da če ne sprejme odločitve, da je to boljše, da je to bolj previdno. Dejansko je pa nesprejetje odločitve, je tudi odločitev. Ti si se odločil, da odločitve ne bo sprejel. In to je popolnoma narobe. Ker v vsaki odločitvi rečemo, da se moraš zadeve preveriti, pa se tehtno odločiti. Ampak rečemo, da prideš do momenta, kjer je 50-50. 50% možnosti, da se boš prav odločil, 50% možnosti, da se boš narobe odločil. Če se odločiš, imaš 50% možnosti, da boš naredil pravilno. Če se ne odločiš, imaš 100%, da boš naredil narobe. Se pravi, odločitev je zmeraj boljša kot neodločitev. In še posebej v neki korporaciji, še posebej v japonski kulturi, Japonci ne marajo delati napak, sovražijo delati napake. In ta koncept, da zdaj se je pa treba odločiti in imeti pogum se odločiti in dostikrat postaviti dejansko svojo kariero, v bistvu postaviš podjetje pred svojo kariero, ker veš, da in to sem imel par takih momentov v svoji karieri in skozi te krize in potem, ko sem vodil nemški trg, ker sem mogel nemško mrežo prestrukturirati. To je bil naš problem. 15 let smo se ukvarjali z nemškim trgom in nihče ga ni rešil. In dokler se nisem jaz odločil in sem dal odpoved vsem trgovcem, imeli smo 620 trgovcev takrat in v 2 nivojih in sem postavil eno nivojsko mrežo z 380 trgovci. Se pravi, preko 200 trgovcev sem mogel zapreti. In
že naslednje leto so bili nemški trgovci najbolj profitabilni v zgodovini, odkar merimo pa preko 30-letni njihovo profitabilnost v Nemčiji. Ampak to odločitev sprejeti, ker lahko bi šlo tudi vse narobe, pač je mogel nekdo sprejeti in ta pogum narediti tehtno analizo in sprejeti odločitev je verjetno zame najpomembnejši v tem obdobju. Kako se pa soočaš z nekim usklajevanjem odločitev, ki so dobre za podjetje in pa recimo tvojimi osebnimi vrednotami, ker zmanjšati število trgovcev, seveda vemo, kaj pomeni, ne? Kako se s tem soočaš? Na koncu je treba pogledati, ne, če jaz ne bi zmanjšal števila trgovcev, nam se je že začelo dogajati, da nam je prodaja padala. Mi smo prodajali med 120 in 140 tisoč vozil v Nemčiji, ko sem jaz prevzel trg, je bilo to pod 70 tisoč vozil. In te trgovci so bili imeli smo preveč prodajnih kapacitet. In kaj se je dogajalo? Oni so začeli zapuščati Toyoto. Jemali so druge znamke, korejske blagovne znamke, jemali so druge japonske blagovne znamke. Se pravi, so probali zapolniti to kapaciteto z drugimi blagovnimi znamkami, ker je zmanjševal fokus na Toyoto in je dodatno zmanjševal prodajo Toyote. Niso bili profitabilni, stalno so se pritoževali in dejansko lahko bi čakal in bi Toyota propadla v Nemčiji, ali pa sem reagiral in seveda tisti, ki odločali smo se po kvaliteti, tisti, ki dobro delajo, so ostali, tisti, ki slabo delajo, so šli. Ampak tisti, ki so ostali, so danes uspešni trgovci. Toyotina prodaja, mi smo prodali preko 100 tisoč avtov spet v Nemčiji, profitabilnost se je zvečala, mi merimo profitabilnost v return on sales, se pravi, koliko procentov zaslužka na promet naredijo. Mi v tistem času, 15 let, nismo mogli narediti več kot 0,5, 0,6 profitabilnosti. Od prestrukturiranja mreže, ki sem jo delal leta 2015, pa do danes profitabilnost ni padla pod 2%. Trenutno je 4% profitabilnost. Se pravi, je na koncu ali bi propadali vsi, ali smo pa rešili tiste, ki so dejansko dobro delali. In to odločitev je treba sprejeti. Sej verjetno si nihče ne želi propada, ne. Odločitve sprejemaš bolj na podlagi podatkov pa analiz, oziroma kolikšen del odločitev temelji na instinktu, ki je verjetno tukaj kar močno prisoten? Seveda rabiš podatke in analize, vendar jaz imam zelo enostavno filozofijo, če po angleško rečem, better directionally correct than precisely wrong. Se pravi, rabiš zadostno število podatkov, da se lahko odločiš, ne rabiš pa overanalyzing, ker če pa vse analiziraš, to pomeni, da nočeš odločitve sprejeti, to pomeni, da zavlačuješ za težko odločitvijo in to nikamor ne pelje, ne. Tako da jaz sem izjemno pragmatičen in racionalen po svoji osebnosti. V bistvu imam rad podatke, ampak v nekem obdobju je pa treba reči, zdaj pa dovolj podatkov, zdaj se je pa treba odločiti. Na koncu se moraš po svoji lastni presoji odločiti. In si v bistvu pri svojih odločitvah nekako tudi kar radikalen, ne? Pogosto, glede na pogovor. Kako to Japonci sprejemajo kot japonska kultura? V japonski kulturi je zelo zanimivo in sicer oni zelo veliko dajo na zaupanje. Oni pravijo seeing is believing, ne, se pravi, ali pa zelo, Toyota Way je zelo znan poslovni sistem, tako kot je Toyota Production System in Genchi Genbutsu, to pomeni, da ne posluša drugih, ne samo gledati podatkov, ampak pejdi sam in preveri, kaj se dogaja. In dejansko, ko si enkrat dobiš njihovo zaupanje, dejansko potem in ko te sprejmejo pač človeka kot si, in mogoče sem v nekih trenutkih radikalen za njih, ampak sem si pridobil njihovo zaupanje in lahko vam povem, recimo, ko sem ustanavljal startup in sem postavil strategijo in ena od strategij je bila tudi, da bomo rasli organsko, vendar da bomo pa
v bistvu to rast pohitrili, bomo pa tudi M&A, mergers and acquisitions delali. In sem že zelo na začetku, takrat je ekipa 5 ljudi smo štartali, na koncu nas je bilo 7. V enem letu smo postali 3 firme organsko v Španiji, Franciji, Italiji in kupili 2 podjetja v Angliji in na Portugalskem. In recimo nakup podjetja v Angliji, stal nas je 120 milijonov evrov, sem jaz se šel dogovoriti, predlagal boardu, v 2 sestankih, v 3 tednih dobil odločitev in kupil podjetje. In to je še bolj interesantno, ker to je bil prvi nakup Toyota Europe, prvi nakup Toyota Evropa v zgodovini, da smo mi kupili podjetje in je trajalo 3 tedne, da sem dobil odločitev, da smo podjetje kupili. To pomeni, da ko enkrat pridobiš zaupanje, ko imaš enkrat ta track record, pač da si posloven, da se znaš pravilno odločati. In da so odločitve dobre. Da so odločitve dobre in seveda zmeraj je riziko, da grejo stvari narobe. Neko podjetje kupiti, in to je bilo v času covida, se pravi podjetje kupiti in ga prestrukturirati in ga integrirati seveda jaz sem ustanavljal startup, se pravi ta integracija je bila veliko lažja, ampak še vseeno mi smo kupili podjetje, ki je bilo 35 let samostojno in ga narediti v Toyotino podjetje ni najlažje in dejansko imamo raziskave, delamo enkrat 2-letno zelo in-depth employee motivation survey in je teh 220 zaposlenih v Angliji, v Portsmouthu, so izkazali tako pozitiven engagement, da še sam nisem mogel verjeti. Kaj je bilo ključno v kulturi oziroma ključne odločitve ali pa koraki, da ste uspeli povezati, združiti kulture? Osebni pristop. Jaz sem v bistvu z managementom smo se dobili, ko so zvedeli, da prvič sem bil tam pač na ogledu, je samo CEO podjetja vedel, da je naprodaj podjetje. Potem smo se pa prvič z managementom dobili in en zanimiv nasvet mi je dal takratni predsednik Toyota Evrope, je rekel, Tom, pejte v Anglijo, oni mislijo, Toyota jih prevzema, oni mislijo, mi smo vsi Japonci, roboti, vseh je strah, prav, pejte v Anglijo, pa imej pir s temi ljudmi, pa pejte v pub, pa se pogovorite, da bojo oni videli, da smo mi tudi normalni ljudje. Tako da sem imel prvi sestanek z managementom firme, smo se dobili ne v Nobel restauraciji, ampak v angleškem pubu, jedli fish and chips in imeli najprej pivo in naslednje jutro smo imeli sestanek, kaj mi hočemo narediti s podjetjem. In s tem smo ta break the ice prelomili ta let, v bistvu da smo se začeli bolj sproščeno pogovarjati in da so tudi oni razumeli, da mogoče, če pa bojo postali del enega večjega koncerna, pa ni tako slabo za njih. In ta osebni pristop je pomagal, da smo v bistvu to podjetje lahko dokaj hitro integrirali v naš sistem. Sej zadeva še zmeraj ni končana, mi še zmeraj se ukvarjamo z IT integracijo in temi zadevami. Pač v podjetju, ki je poslovalo 35 let, zdaj delamo reengineering procesov in to je dolgoročen proces. Ampak podjetje je profitabilno, super posluje, je integrirano v vse naše sisteme in zadeva dela. Da poveva samo mogoče malo več o tem startupu, ker si ga omenil, seveda v povezavi na to debato. Torej v enem momentu si zapustil tisto funkcijo za evropski trg, torej direktor prodaje, in si šel v startup vode, vendar znotraj Toyote. V bistvu dejansko ko sem zapustil direktor prodaje, sem ratal najprej predsednik Toyota Nemčije in sem prestrukturiral Toyota Nemčijo. Potem takratni moj šef je rekel, you fix something what was broken, now I need you to build something new. Se pravi, popravil si nekaj, kar je bilo pokvarjenega, zdaj te pravim, da boš nekaj novega sestavil. In Toyota takrat je leta 2018 je naš predsednik Akio Toyoda je na multimedijskem sejmu v Vegasu je najavil pač, da hoče Toyoto spremeniti v mobilnostno firmo iz proizvajalca avtomobilov. In
dejansko del tega plana je bila predvsem Evropa, zaradi tega, ker v Evropi dejansko se zadeve najhitreje odvijajo glede mobilnosti in prehoda. Mi smo kar novo skovanko naredili, smo rekli, da do zdaj smo imeli ownership economy, se pravi, vsak je hotel svoj avto si lastiti, zdaj bomo imeli pa usership economy, se pravi, uporabljati avto. Podobno se dogaja z nepremičninami, Airbnb in take zadeve. In tako da sem jaz mogel postaviti mobilnostno firmo v startup mobilnostni v Evropi, ki se danes imenuje Kinto Europe. Takrat štartal sem pod imenom Toyota Fleet Mobility, se pravi, mi smo vedeli, da v prihodnosti, če ne bomo avtov prodali, bomo mogli parke upravljati, se pravi, večje število avtov in dejansko najhitrejša pot do tega so podjetja za upravljanje voznih parkov, fleet management companies, in smo začeli s tem poslom in zdaj naprej nadgrajujemo v car sharing, v car subscription in podobne posle. In jaz sem dejansko potem ustanovil podjetje, še to je bilo zanimivo, sem rekel, v redu, bom zgradil podjetje, sem rekel, koliko budžeta pa imam. Pa mi takratni predsednik pravi, ja nič, ne. Sem rekel, kako nič? Pravi, ja, boš startup, ne, boš biznis plan naredil in nam ga boš predstavil in če bo zanimiv, bomo investirali vate, če ne, pa ne bomo, ne. In jaz malo začudeno ga poslušam, pa pravi pol, v bistvu boš boljška startup. Sem rekel, čakaj, no, kako misliš boljška startup? Pravi, ja, plačo ti bomo plačali, ker v startupu noben ne plačuje plač, ne. Tako da sem štartal res kot startup, za dejansko nič budžeta in na koncu smo v 2 letih do 3 letih investirali pol milijarde evrov v moj startup, tako da očitno sem imel dober biznis plan. Moram vprašati samo, koliko misliš, da je prispevalo to, da je vseeno bil nek delen občutek varnosti v primerjavi s tem, če ga ne bi bilo, če ne bi bilo te plače. Mogoče lahko primerjaš s tisto študentskim zagonom manjšega podjetja, ampak so verjetno drugačni občutki, ali je odnos do biznis plana enak? Popolnoma drugačni. To se moramo od začetka strinjati. To so popolnoma drugačni občutki. Je pa tudi res, da greš iz nekega varnega okolja, korporativnega okolja in zdaj moraš postaviti nekaj na novo. In v korporacijah prevečkrat vidim ravno v bistvu business case je IMD iz Lozane, poslovna šola je business case o tem napisala, kako sem jaz ta startup postavil. In sem govoril tam s profesorji in so rekli, kaj bi ti predlagal ostalim podjetjem, ki hočejo postaviti startup znotraj podjetja. Sem rekel, čisto enostavno, ne. Če postavite ljudi in prvo stvar, kar bojo najeli, bojo konzultante, prav pokar ustavite ta startup, ker to ne bo nič delal. Ker še noben startup ni najprej konzultanta najel, da bo startup postavil. Se pravi, če nimajo nobene ideje, pol ste napačne ljudi izbrali. In dejansko seveda imaš varnost, seveda sem imel dostop do kapitala veliko lažje. Ravno tako sem se mogel boriti, da sem jaz dobil kapital, ker če nekaj sovražimo v Toyoti, je sovražimo zapravljati denar. Se pravi, ta kapital ni bil kar na voljo. Se pravi, sem ga mogel upravičiti, se boriti do kapitala. Seveda sem imel svojo zgodovino v podjetju, zaupanje menedžmenta tako na Japonskem kot v Evropi, da so zadeve hitreje stekle. Ampak še zmeraj se moraš pa nekako osebnostno preleviti nazaj v podjetnika in reči, kaj bi pa ti naredil, če je to tvoje podjetje. In to dejansko ta princip jaz zahtevam od vseh svojih kolegov. Ravno isto sem govoril v Toyoti Adrii, tako sem govoril v Toyota Nemčiji, tako govorim še danes v Toyota Evropi. Ko me vprašajo, kaj bi naredil, sem rekel, kaj bi pa ti naredil, če je to tvoj denar, kaj bi naredil, če je to tvoje podjetje. In ko mi odgovori, rečem, no sej, zdaj sva pa že na pravi poti. Se pravi, če bi ti s tvojim denarjem, s svojim podjetjem hotel to narediti, potem si že blizu, zdaj pa dajva še druge stvari preveriti. Se pravi, in ta koncept
žal dosti ljudem v korporacijah ni jasen. Da kljub temu, da igramo s tujim denarjem, se moramo obnašati, kada delamo z lastnim denarjem. No, pa tudi te odločitve, o katerih sva prej govorila, pogosto niso, se komu ne zdijo tako nujne. Nek sistem, ki naj pelje naprej enako. Ti si zelo odstopal od te enakosti. Jaz sem dejansko v vsaki stvari, ampak to je Toyotin princip, mi temu pravimo kaizen. Se pravi, moraš vsako stvar, ki jo delamo danes, jo lahko jutri naredimo boljše. Je pa v bistvu, zdaj smo pa prišli celo do tega, da pravimo, da kaizen ni več dovolj, ker kaizen so izboljšave, dostikrat moraš pa revolucijo narediti. Se pravi, koncept delovanja obrniti na glavo. In to je bilo pa za to mobilnostjo, da smo rekli, zdaj moramo pa čisto drugače začeti razmišljati. In sicer eno od vprašanj je bilo, kaj pa če po letu 2040 nihče ne bo več kupil avta? Kako bomo mi poslovali? Kaj rabimo takrat? Kaj pa, če bomo voznika vzeli z avta, da bo robotaksi? Se pravi, potem nihče ne bo rabil kupiti avta. A bomo mi potem Foxconn proizvajali telefone za Apple ali bomo Apple upravljali s telefoni? Se pravi, vsa ta vprašanja so bila na mizi. In potem, ali smo mi, Toyotina blagovna znamka je med top 10 najvrednejših blagovnih znamk na svetu, vključno z Googlom, Applom in podobno. Najvišje rangirana avtomobilska znamka globalno, se pravi pred Mercedesom, BMW-jem in podobnimi. In a ćemo mi zdaj našo močno blagovno znamko uporabiti ali ćemo kreirati novo znamko? In smo se odločili za pravo, vendar težjo pot. Lažje bi bilo reči Toyota Mobility. Celo koncept je bil Toyota Mobility, ki ga lahko potem skrajšamo v Tomo in bi imeli Tomo blagovno znamko. In smo se na koncu odločili, ne, ker že danes imamo Toyoto in Lexus. Kako bomo pa Toyota Mobility za Lexus delala? In če postavimo recimo bike sharing, a bomo kolesa imeli po Toyotino blagovno znamko. Se pravi, vsa ta vprašanja so bila in je bilo treba nek odgovor na to najti. In na koncu smo se odločili za novo blagovno znamko Kinto, odločili smo se za samostojno podjetje, ne znotraj organizacije. Imel sem debato o lokaciji podjetja, pač moji šefi so zahtevali, da sem znotraj Toyota Evrope. Jaz sem rekel, da to je nemogoče. Jaz imam ekipo 5 ljudi, tam dela 2500 ljudi. Se pravi, to nas bojo obrnili out, ker bomo vsake 5 minut bomo imeli sestanek, ki bo naslednjih 10 ljudi hoteli vedeti, kaj mi delamo. In dejansko na koncu sem prepričal mojega šefa, predsednika Toyota Evrope, da to je tako koncept kot zemlja in sonce. Ne? Če pridem preblizu, bom zgorel, če grem predaleč, bom zmrznil. In da je distanca med Bruslom in Kelnom, ker je 200 km, je ravno prava distanca, da jaz imam dovolj suporta iz Toyota Evrope, vendar da sem dovolj daleč, da ne zgorim. In na koncu sem mogel obljubiti, da če me pokliče na sestanek, da bom še isti dan se pripeljal v Bruselj na sestanek. To je tudi 2-krat preveril in sem to naredil. In na koncu smo se odločili in postavili to firmo v Kelnu, v Nemčiji, ne v Bruslju, v Belgiji. In ohranili to samostojnost podjetja, da nismo del strukture večje korporacije. In to podjetje še danes deluje kot start-up podjetje. Ti si se pa umaknil, ne? Oziroma prepustil? Jaz sem še board member, ampak sem se umaknil. Ja. V lanskem letu? V lanskem letu, ja. Oziroma zdaj v 2022 ali 2021? V 2021 sred leta. Ja. Jaz sem vodil podjetje 3 leta in pol od začetka, ko sem bil sam. Sem v 3 letih in pol pripeljal podjetje do 550, zdaj jih je nekaj več kot 600 zaposlenih. In naredili smo tisti let prvič profit, se pravi v 3 letih smo bili profitabilni. Danes pa to podjetje pač vodijo drugi, jaz sem še zmeraj v boardu. Še zmeraj me poslušajo, ker sem pač... No, sem jih hotela vprašati, koliko imaš še vpliva na strategijo? Imam še vpliva, sicer ne želim preveč se vtikati v posel
In samo, če me vprašajo, pač povem, kaj si mislim, in pri glavnih strateških odločitvah, že zaradi moje pozicije v boardu sem zraven. Zdaj, ko si spet nazaj v vlogi znotraj multinacionalke, kaj ti bolj ustreza na dolgi rok? Kaj bi rekel, ne? Torej, bil si mikropodjetnik, visoka pozicija v multinacionalki, pa spet v resnem startupu. Pa jaz odkrit povem, da v bistvu ta startup je bil do zdaj moj najbolj zanimiv poslovni izziv. Je pa dejansko trenutno to, kar moram narediti v Toyoti Evropa, pa verjetno večji in lahko tudi bolj zanimiv izziv, ker je dejansko moja odgovornost zdaj v Toyoti, jaz sem senior vice president, se pravi višji podpredsednik, ali kako bi to po slovensko povedali, odgovoren za cel biznis. Prav Toyota je razdeljena na 3 dele v Evropi, na raziskave in razvoj, proizvodnjo in poslovanje. In jaz sem v boardu Toyota odgovoren za poslovanje. Se pravi, imam 2 blagovne znamke, Toyota Lexus, po prodajo in odnosi s strankami. In dejansko se glede na to, da gremo v elektrifikacijo, se moramo popolnoma prestrukturirati, postaviti na noge nov posel. Naš governance, spet govorimo o governance, zelo pomemben pri upravljanju večjih podjetij, je bil postavljen v 70. in 80. letih, ko je svet bil popolnoma drugačen, kot je danes. In dejansko delamo cel reinženiring vseh procesov, organizacije, vertikalna integracija, horizontalna integracija. Dejansko postavljamo posel ponovno, pač kaj si nov kupec želi in kako je treba posel okoli njega postaviti in kako v bistvu vse te duplikacije, ki jih imamo v poslu, odpraviti, ki se skozi leta naberejo. Recimo v Sloveniji imamo popolnoma drugo opremo Toyota Yarisa, kot jo imamo v Avstriji, kot jo imamo na Madžarskem. Jaz na splošno mislim, da je to totalen nonsens, ker bi lahko veliko bolj poenostavili zadeve in bili veliko bližje kupcu in veliko bolj učinkoviti pri poslovanju. Tako da imam zdaj kar veliko nalogo prestrukturirati celotno organizacijo Toyote v Evropi, tako da verjetno je to moj največji izziv. Pripraviti firmo, da lahko v naslednjem desetletju dejansko preživi prehod na 100% ničelne emisije, na bolj direktni pristop kupcu, na dejansko nov način poslovanja, bolj digitalen način poslovanja. In tukaj govorimo kar o velikih spremembah. Če bi te vprašal nekdo od mlajših kolegov ali študentskih ali pa že na začetku kariere, da se odloča med startup prihodnostjo in multinacionalko, kaj bi mu odgovoril, na podlagi česa naj se odloči? Jaz mislim, da mora vsak probati najprej startup in podjetniško pot. Multinacionalka je zmeraj lahko backup in dejansko, če začneš v multinacionalki, se zelo hitro specializiraš in zelo hitro v bistvu razumeš samo nek ozek del poslovanja. Ker tudi Toyota Adria, v kateri sem jaz v Toyoti začel delati, je bila neke vrste startup. Nas je bilo 10 Slovencev, 2 Japonca, ki smo začeli postavljati poslovanje. Nismo imeli ne softvera, ne skladišča, ne trening centra, se pravi, smo vse na novo začeli postavljati. Tako da sem jaz dejansko to svojo startup pot že 3-krat začel delati. Tudi Toyota Adria je bila startup in zaradi tega sem jaz imel veliko večji pogled na posel. Tudi delati v manjšem podjetju. Toyota Adria je bila majhno podjetje. Mi smo prvo let prodali 1000 avtov in v 8 letih zrasli takrat na 10 000 plus 11-12 tisoč avtov. Ampak še zmeraj govorimo o majhnem podjetju. In ko sem jaz potem vodil kot predsednik Toyota Nemčije podjetje, ki prodaja 100 000 avtov, sem v bistvu ugotovil, da kompleksnost ni bistveno večja v 100 000 avtih kot v 5, 6, 7 tisoč avtih. Seveda so razlike, recimo moj prvi trgovski sestanek
Jaz sem bil navajen trgovskih sestankov tukaj, smo se dobili v eni sobi, sedeli nas je 20 ljudi v Sloveniji, 20 na Hrvaškem, 15 v Srbiji in smo se vse dogovorili. Moj prvi sestank v Nemčiji je bilo 1200 ljudi v dvorani, se pravi, težko se kaj dogovoriš, je čisto drugačno. Jaz sem imel za prvi sestank režiserja, v bistvu to je nek šov, nek nastop, ni več sestank, ne. Ampak še zmeraj bi predlagal, vsak mora probati podjetniško pot, startup pot in pol te izkušnje izkoristiti, če hoče iti v korporacijo. Kakšni so plani za, prej si malo nakazal, ne, da imaš velik izziv za poslovanje Toyote naslednjih 10 let, ampak na začetku sva pa začela s Slovenijo in tujino in da te za Boga ne spravijo iz Slovenije. Te bo kaj morda še spravilo nazaj? Jaz sem odkrit povem, ko sem šel v Bruselj, sem se dogovoril samo za 2 leti. In celo tako sem bil odločen nazaj priti, da sem kupil hišo v Zbiljah, ker smo stanovali prej v centru Ljubljane, v stanovanju. Sem kupil hišo v Zbiljah, da se bom jaz, moja žena in 2 otroka se bomo vrnili nazaj v Slovenijo. In zmer so mi nek nov izziv dali, da sem to mogel odložiti in na koncu smo zdaj to hišo prodali, tako da zdaj imamo še zmer stanovanje, kjer bivamo. Ampak ni v nekem kratkoročnem planu, očitno. Jaz v Slovenijo se sigurno vrnem po svoji karieri, bi pa žal v tem trenutku lahko rekel, da verjetno ni pravega poslovnega izziva v Sloveniji. Jaz upam, da se bodo politične situacije zboljšale, da v nekem obdobju sem celo govoril, da Slovenija je najlepša država na svetu za po 5 uri popoldne. Delati v Sloveniji ni pa najlepše na svetu. Za zaključek eno vprašanje, če bi napisal knjigo, o čem bi jo napisal? Če bi napisal knjigo, o čem bi jo napisal? Pa zdaj vzameva business case, ki vem, da je bil že napisan. Napisal bi jo mogoče kaj so osebnostne lastnosti oziroma principi, ki jih moraš imeti v poslovanju. Recimo, jaz zelo poudarjam, da moraš delati, kot bi delal z lastnim podjetjem, ne glede na v katerikoli funkciji si. Da se moraš odločiti, da odločitev, kljub temu, da je riskantna, je boljša kot neodločitev, ker, kot sem rekel, ne, če se ne odločiš, si se odločil, da se boš ne odločil. Curiosity, radovednost, zelo, zelo pomembna v poslovanju. Enostavnost, simplicity. Jaz opazujem ljudi v korporacijah ali pa v poslovnem svetu, ki zato, da mislijo, kako so pomembni zadeve, tako zakomplicirajo, da dejansko še sami ne vejo. Sej, mislim, da je Einstein rekel, če mi ne znaš na enostavno razložiti, to pomeni, da tudi ti ne razumeš. Ne. Se pravi, v bistvu naredi zadeve tako enostavne, da bo vsak, ker ti ne moreš zmagati v poslu z dobrimi idejami. Ti lahko zmagaš samo z implementacijo teh idej. Če jih pa hočeš implementirati, moraš pa ljudi pridobiti, da ti sledijo. In z neko kompleksnostjo ti ljudi ne moreš pridobiti, da ti sledijo. Ti moraš zadeve tako enostavne narediti, da vsak razume, zakaj mi to delamo. Se pravi, te principi niso tako težki. To so zelo enostavni principi. Ta change management, kako jaz nisem velik pristaš nekih konzultantov. Jaz pravim, jim daš uro, oni ti pa povejo, koliko je ura. Ne. Mislim, če sam ne znaš na uro pogledati, do žalosten. Ampak, če pa ciljno uporabljaš recimo neko pomoč, napaka je, če rečeš, dajte mi mojo strategijo postaviti, to je napaka. Ampak, če ciljno uporabljaš neko pomoč ki te vodi skozi proces, ne? Ki te vodi skozi proces in imeti to jasno začrtan, kaj narediti dejansko, če bi pisal o tem, kako enostavno je lahko v poslu. Posel, business is simple. In če posel ni enostaven, dejansko potem nekaj narobe delamo. In vidim pa, da večina ima problem v bistvu to doseči, da bo enostaven. In pa seveda ta radovednost, razumeti, kako denar delamo, zakaj ga delamo, kje gre kaj narobe, kaj bi lahko zboljšali. In te zadeve so tiste, ki na koncu peljejo do uspeha. Tom, hvala, da si bil z nami in jaz upam, omenil si velike izzive, ne, ampak upam, da bo posel enostaven.
Hvala lepa.